Glavni moto letošnje vseslovenske akcije Gluhi strežajo v planinskih kočah je bila vključenost. Akcija je potekala v 15 kočah 7 vikendov od maja do septembra, v njej pa je sodelovalo približno 70 gluhih, naglušnih in slišečih prostovoljcev, ki so obiskovalce pohodnike ozaveščali o gluhoti in promovirali slovenski znakovni jezik. Akcija se je zaključila v planinskem domu na Mrzlici. Takrat se je tam istočasno odvijalo tudi tradicionalno srečanje Savinjčanov, Laščanov in Zasavcev. Drugače je pa nekako povprečje, tako kot lansko leto, tudi v letošnjem, med 700 in 800 na kočo obiskovalcev pohodnikov. Akcijo podpiram, zato ker smo ljudje res premalo osveščeni o ljudeh, ki ne vidijo, ne slišijo, ne govorijo, ne hodijo. Absolutno sem še za take akcije. Ne, občutki so v redu. In tudi pri komunikaciji ni nobenega problema. Vsi se zavedamo, da je pravzaprav treba omogočiti skoraj vsem, da doživijo naše gore. Eni malo višje, eni malo nižje, ampak važno je doživetje, planinsko doživetje in to delo, te akcije Gluhi strežajo v kočah, letos se pridružujejo slepi, slišim, da načrtujete akcije z gibalno oviranim, izjemno. Tako da je prav, da ste med ljudmi, da se tudi mi učimo vaše govorice, kako se reče prosim, hvala, kako se ploska in tako naprej.
Akcija je postala tradicionalna predvsem zaradi obiskovalcev, pohodnikov in pa seveda prostovoljcev, ki sledijo svojim načelom in pa seveda dobri volji in delu, ki jim ni čas tisti, ki bi jih oviral. Seveda dobra volja mora biti pa na obeh straneh. Pri organizaciji prostovoljcev je bilo nepogrešljivo tudi sodelovanje z mladinskim društvom za osebe z okvaro sluha Mosvid. S Planinsko zvezo že načrtujejo 3. akcijo, ki bo potekala prihodnje leto. Želimo jim veliko uspeha.